V teh dneh se znova, kot vsako leto, spominjamo Franceta Prešerna, ki ima za našo identiteto prav posebno simbolno in tudi mitologizirano vlogo. Zaseda osrednje mesto v naši kulturni, narodni, politični in umetniški zavesti. Raziskanje do obisti, a njegov videz nam z gotovostjo ne bo nikoli znan, kar je očitno bilo celo tako zelo moteče, da so se pojavili pozivi, da bi ga izkopali in posthumno rekonstruirali njegov obraz. Od kod tako močna potreba, da bi vedeli, kako je bila videti neka znana osebnost? To je bilo prvo vprašanje pogovora z Matejo Breščak, kustosinjo razstave o kiparju Ivanu Zajcu, avtorju Prešernovega spomenika v Ljubljani, in z Damirjem Globočnikom, ki se je s Prešernovo podobo ukvarjal tudi v knjigi Prešeren in likovna umetnost. Ja, takole bi lahko rekli, kar se tiče upodobitev največjega slovenskega pesnika. Problem je, ker se Prešeren za časa svojega življenja ni pustil ali pa se ni dovolil portretirati. Skratka, ne poznamo avtentičnega portreta, pravega portreta, za katerega bi Prešeren poziral pred slikarjem. Prvi znani, to je Goldensteinov portret, je nastal eno leto po pesnikovi smrti, posthumni portret je to, ki je naletel na precej deljena mnenja, da je podoben do neke mere pesniku, vendar. Potem je pa ta portret izginil iz zavesti, slovenske kulturne zavesti, skoraj za 50 let, namreč imel je eno posebno usodo. Goldenstein ga je razstavil v Ljubljani, kupil ga je takoj Prešernov prijatelj in častilec, cestni gradbeni inženir Franc Potočnik, je bil v njegovi privatni lasti, ko je bil pa prestavljen v Galicijo, ga je dal v varstvo Janezu Blajvajzu in videl ga je lahko samo, recimo, nekaj let, samo tisti, ki je prišel v Blajvajzu pisarno na obisk. Potem se je vrnil v Potočniku, Potočnik ga je pa ob koncu svojega življenja poklonil takrat najbolj znamenitemu literarnemu zgodovinarju Fran Levec. Skratka, ta portret je bil prvič reproduciran šele leta 1900. Prav 50 let po nastanku. Vmes je pa bila v prvi izdaji po Prešernovi smrti poeziji, so bile Prešernove pesmi 1866 objavljene na druga reprodukcija, ki pa prikazuje povsem drugačen, tip mladega Prešerna. Po tej so se malce bolj zgledovali, Skratka, ampak nobena ni bila avtentična, kar je spodbujalo potem se številne druge slikarje, da so se bodisi zgledovali po Goldensteinu, bodisi po tej prvi izdaji poeziji in poskušali nekako, predstaviti bolj, pesniški, liričen portret, romantičen portret pesnika do našega časa ta portret. No, saj to mora ta portret ustrezati na nek način približno temu, kako naj bi bil videti, kar verjetno potem so sledili tudi Goldsteinu v tem smislu, po drugi strani pa nekim našim predstavam o tem, kako naj bi bil pesnik videti. Tudi v tem smislu so potem različne upodobitve bile kritizirani, da tako pa že ne izgleda pesnik. Tudi Prešernov spomenik nazadnje je bil deležen teh kritik, da bi lahko bil tudi advokat ali kaj drugega. Ja, kipar Ivan Zajc, ko je prejel prvo nagrado na natečaju za Prešernov spomenik leta 1899, tedaj so bili člani odbora, župan Ivan Hribar je predsedoval odboru za postavitev Prešernovega spomenika, potem sta bila častna člana še Simon Gregorčič in Josip Stritar in podpredsednik je bil Ivan Tavčar. In ko je Ivan Zajc podpisal pogodbo z odborom kot prvo nagrajeni, to je bilo oktobra leta 1900, se je tudi obrnil na odbor in želel pridobiti podobo, Prešernovo podobo, da naj mu odbor pomaga, oziroma najprej se je z 2 pismi obrnil neposredno na Frana Levca za pridobitev, bodisi v Ljubljani fotografiranja ali na Dunaju fotografije Goldensteinove podobe, ki mu bo v pomoč pri zasnovi, pri portretni podobnosti za Prešernov spomenik. Pozneje je na odbor prosil tudi, da pridobi fotografije družinskih članov in pa sam se je leta 1900 tudi obrnil na Prešernovo hčerko Ernestino Jelovšek, tako kot se je že tudi Alojz Gangl, ko je snoval
Prešernov kip, prav tako je prijateljeval Gangl z Ernestino Jelovšek, opazoval njene portretne poteze, no in prav tako seveda Ivan Zajc in je želel nekako čim bolj, bi rekla, posneti, verodostojno predstaviti Prešernov portret, ampak kakor je sam zapisal, je, da ga nekako ni želel upodobiti tako resnega, da je nekako na spomeniku poskušal združiti otožnost z resnostjo. Ja, govori, da želi zajeti tisto čudovito milobo in otožnost njegove lirike tudi, ne. Kako je še Zajec pristopil k tej nalogi in morda gospa Breščak še kakšna beseda o njem, kako se je izoblikoval, kaj je vplivalo nanj? Ja, Ivan Zajc sodi v prvo generacijo zgodne modernih kiparjev na Slovenskem, med katerimi velja omeniti Alojza Gangla, Alojzija Repiča, Svetoslava Perucija in seveda Frana Bernekarja. Študiral je na Dunajski akademiji, kjer je torej pridobil svojo osnovno izobrazbo, slogovno pa je kipar, pravzaprav njegov opus zelo eklektičen. Ustvarjal je v historističnih slogih, v posameznih, bi rekla, secesijskih elementih zajetih slogovno, bolj slikovito zajetih plastikah in pa vse do povojnega socialistično-realističnega kiparstva. Če govorimo o neki spomeniški praksi tistega časa, kot zapišete gospod Globočnik, do konca 18. stoletja so bili spomeniki predvsem privilegij zaslužnih oseb plemenite krvi. V 19. stoletju se je začelo z njimi potrjevati meščanstvo in Habsburško monarhijo je zajela neka spomeniška vnema. Kako je spomeniško prakso tistega časa, tako v nekem likovnem smislu, kot pa tudi družbeno-političnem kontekstu, seveda gre za prebujajoče se narodne zavesti? No, seveda Slovenci oziroma naši predniki so se pri teh spomeniških prizadevanjih ali pa pri spomeniškem gibanju zgledovali po večjih narodih. To so bili predvsem Nemci in pa recimo Čehi kot bratski slovanski narod. Zanimivo je, da je to spomeniško gibanje zelo tesno povezano z pesnikom Prešernom. Na začetek nekako predstavlja Prešernov nagrobni spomenik. Odkrili so ga leta 1852 na pokopališču v Kranju. Na pokopališču zato, ker pač mestne oblasti ne bi dovolile postaviti javnega spomenika slovenskemu pesniku v takratnih, bi rekel, političnih razmerah, ampak to je bil pač prvi tak spomenik ali pa spomeniški nagrobnik, ki je zrasel iz množičnih narodnozavednih prizadevanj. Skratka, zbirali so sredstva za ta spomenik med vsemi sloji slovenskega prebivalstva. In drugi tak mejnik pa je spomenik Valentinu Vodniku, danes na tržnici, ne. Prešeren je pač v 19. stoletju moral nekaj časa tekmovati za, bi rekel, naziv prvega pesnika za Vodnikom, ki je pač vsaj za staroslovence veljal za pomembnejšega, bil je pač prvi, ne. Mladoslovenci pa so želeli pač postaviti na to mesto Prešerna in uspelo jim je do konca 19. stoletja, zato tudi ta Prešernov spomenik v Ljubljani. Vodnikov spomenik so pa odkrili leta 1889, takrat na Licejskem trgu. To je zelo pomembna, bi rekel, neka simbolika. Pred stavbo liceja, na katerim je Valentin Vodnik takrat poučeval. To se pravi na enem manjših ljubljanskih trgov. Po potresu 1895 so pa to stavbo morali porušiti, tako da je zdaj ta spomenik zgleda, kot da obrača hrbet tržnici, ampak v bistvu je brez tega veliko arhitekturnega obzadja, katerem je bil. Takoj po odkritju Vodnikovega spomenika so pa isti, to je bilo pisateljsko podporno društvo in odbor, ne, spomeniški odbor, začeli prizadevanja za Prešernov spomenik. No, vmes bi bilo tudi dobro omeniti, ker smo že govorili o Alojziju Ganglu in o tem njegovem portretnem doprsju, ne, ki je res tak romantičen primer.
upodobitve pesnika, ne tak, kot bi se pričakovalo. Najbrž je bil Gangl tudi tisti kipar, ne, ki bi bil predviden za izvedbo Prešernovega spomenika, če ne bi bil sam že takrat zaposlen za izdelavo spomenika Valvazorju, ki so ga odkrili leta 1903 pred Narodnim muzejem. Potem, da je bil ta, se pravi Ganglov portret Prešerna predviden za spomenik, priča tudi nekaj, bi rekel, dokazov, to je neka razglednica, ki prikazuje Narodni dom, zastavo Narodne galerije, pred katero je na podstavku že kip, ne, Prešerna do prsju, skratka nameravali so ga postaviti, domnevno pa ne bi to preprečil Ganglov spor z liberalnim prvakom Ivanom Tavčarjem. Skratka, potem smo pa res prišli do tega spomeniškega natečaja, na katerem je zmagal Ivan Zajec, kjer je bil, kot je sam zapisal, tudi kar precej presenečen, ker je pričakoval, da bo nagrado dobil eden od starejših kiparjev, ali bolj uveljavljenih. Mogoče tako na hitro, ja, kaj to pomeni v njegovem opusu, tak spomenik, takšna velika naloga tudi? Ja, omenjeni Alojz Gangl se ni udeležil natečaja za postavitev spomenika. Natečaja se je udeležilo 6 kiparjev s 7 osnutki in Ivan Zajc je poslal kar 2 osnutka. Na enem je bila žena v narodni noši, drugi pa genij, zvezdo v roki in pod njim pesnikova podoba. Ivan Zajc je bil pravzaprav zelo mlad, ko se je udeležil tega natečaja. To je bilo 3 leta po zaključku šolanja in zaključka specialke na Dunajski akademiji. Torej leta 1896 je zaključil akademijo in natečaja se je udeležil in prejel prvo nagrado leta 1899. In tudi po vseh kritikah je Ivan Cankar pozneje umilil to svojo prvo kritiko, ko je povedal, da nek izkušen, starejši, bolj uveljavljen kipar bi takšne presojevalce pognal čez prag. Ivan Zajc pa žali Bog bil je premlad in je poslušal mnenja različnih, torej članov žirije, presojevalcev, spreminjal osnutke, poskušal ugoditi vsakemu in tako je danes torej spomenik takšen, kot je, kompromis različnih svetovanj, bi rekla. No, temu nastanku in spremembam bi se še posvetila pozneje. Najprej še, če ostanemo pri natečaju. Zanimiva je analiza teh prispelih predlogov. Pravzaprav je le Bernekerjev bil nekoliko bolj drzen, če tako rečem. In kot zapišete, gospod Globočnik, Prešeren v 5 predlogih stoji, 2-krat sedi, vselej oblečen v suknjo, 7-krat ima v roki znamenje pesniškega stanu, v 4 primerih srečamo motiv alegorične ženske figure. Torej, kaj povedo primerjave vseh teh predlogov, čemu so sledili avtorji, ko so osnovali svoj predlog, kakšnim idejam, kakšnemu vzoru? No, Ivan Zajec je potem pač po odkritju spomenika moral, bi rekel, požreti marsikaj grenkega, ne, kar so se bile objavljene, načrtno objavljene tudi kritike ali pa mnenja o spomeniku, ne. Pa kot je omenila kolegica, ne, Ivan Cankar je potem umilil pač te svoje prvotno ostre besede, ne, in tudi te kritiki so bili do Zajca marsičem krivični, očitali samo pač to, da je njegova spomeniška rešitev preveč standardna, ne, pač, da je to upodobitev osebe, veličastne osebe v salonski obleki, ne, in samo potem se vidi, da je to pesnik, ker ima v rokah poeziji, knjižico poeziji, ne, ampak v resnici so pa vsi ti osnutki, ne, predstavljali Prešerna na podoben način, skratka, bodi si za poezijami, bodi si za peresom, te alegorične figure so se pojavljale tudi pri drugih osnutkih, ne. Moderna, likovna, literarna moderna je med temi veliko konkurenčnimi kiparji ali osnutki, ne, zagovarjala Franca Bernekerja, ampak tudi ta si Prešerna ni mogel predstavljati pač v osnutku drugače kot z knjižico poeziji, ne, samo to razliko, recimo, da Bernekerjev Prešeren ni stal na spomeniškem podstavku, ampak je sedel na razbitinah razbitega čolna, ob njem pa so bile, figuralne skupine, bila je mati z otrokom, to ne bi bilo upodobitev
motiva Prešernove pesmi Nezakonska mati, pa Duhovnik in Črtomir, skratka Črtomirov krst iz krsta pri Savici. Ne. Ivan Zajec je pa opremil spomenik z 2 reliefoma, Ribič in pa Črtomir in Bogomila. In ta 2 reliefa pa nikoli, bi rekel, nista bila predmet kritike, skratka dokazujeta, da je bil sposoben, bi rekel, enega vrhunskega upodabljanja v smeri realistične upodobitve akademskega realizma, klasicizma, kar se je naučil na akademiji. Skratka, očitali so mu, da je njegova rešitev preveč standardna, šablonska, da so te rešitve z alegorično kompozicijo muzov, ki pač bdi in slavi pesnika Prešerna, v tem času že preživete, celo v tej posebni številki naših zapiskov, ki so išli po odkritju spomenika, v katerih so zbrani Cankar in pa nekateri drugi pač ocenjevalci Zajčevega dela. Zdi se, da so bili ti očitki do neke mere preostri, čeprav tudi utemeljeni, ampak da je spomenik, kot pravite, otrok svojega časa. Na kakšen način je otrok svojega časa? Kaj so bili tisti vzori? Omenja se tudi neke kipe na Dunaju, recimo. Kakšen je nek tak tip takratnega spomenika? Ja, Ivan Zajc, ko je živel na Dunaju, obiskoval ga torej akademijo in ves čas, ko je ostal v Dunaju, nedvomno spremljal novo nastajajočo spomeniško plastiko, ki je nastajala ob Dunajskem ringu tedaj, in avtori so bili njegovi tudi profesori, med drugimi tudi, to sta bila Edmund von Helmer in pa Karl Kundman. In tudi profesorja Kundmana so potem, ko so nekako zavrnili njegove prve osnutke, določili za predsedujočega žirije. Pod njegovim nadzorom je Zajc na to moral spreminjati tisto prvo verzijo osnutkov, ki je bila zavrnjena, kajti žirija se je potem, ko je Zajc se lotil naloge, ko je izdelal prvo verzijo osnutkov, veselo sporočil županu Ivanu Hribarju, da ima delo že pripravljeno za odlivanje v Krupovi livarni na Dunaju. Nato je na Dunaj prišla žirija, ki je odločila, da se Zajc ni držal določenih sprememb osnutka in da mora to prvo verzijo torej nekako uničiti. In Zajc se je na to naloge lotil ponovno. Kako rečeno, oba reliefa sta bila takoj sprejeta in odbor je tudi plačal reliefa, medtem ko je moral Zajc na to ponovno upodabljati in delati kipa Prešerna in pa muze. In kritike po postavitvi so nekako šle, bi rekla, v 2 smerih. Na eni strani kritike že omenjeno literatov, umetnikov v smeri, da je to akademsko realistično, tedaj v tistem času zastarelo kiparstvo, kar je Zajc upodabljal. Na drugi strani pa so se nad spomenikom in nad kiparjem kresala mnenja, bi rekla, politične, klerikalne in liberalne struje. Klerikalna struja, kakor vemo, se je obregnila nad povsem po nepotrebnem golo muzo in pa nad poljubljanjem oziroma objemanjem Črtomira in Bogomile na stranskem reliefu. Ja, tako je, zdi se, da ni bil spomenik po godi ne eni, ne drugi strani, pravzaprav, oziroma kot ste zapisali, ostre kritike so po eni strani motivirala politična nasprotja med seboj sprtih strank, po drugi strani umetniški prelom z akademizmom, usmerjene pa so bile tudi v povsem osebne diskvalifikacije umetnika. Torej, res je bil deležen kritik vseh strani, tako rekoč. Zakaj tako močni odzivi, ker je šlo za tako velik projekt? Nedvomno zato, ker je bil to pomemben projekt, pobudo je dalo pisateljsko podporno društvo in pravzaprav gre za enako odkritje, bi rekli, podobno slovesnost ob odkritju spomenika, kakor je bila 30. junija 1889. slovesnost ob odkritju Vodnikovega spomenika, ko je trajalo, pravzaprav so ti dogodki trajali kar 3 dni in odkritja Prešernovega spomenika se je udeležilo kar 20.000 obiskovalcev. Ta podatek je zgovoren, če vemo, da je Ljubljana tedaj štela 40.000 prebivalcev. Da je bil tedaj glavni govornik Ivan Tavčar, da so se odkritja udeležili tudi predstavniki drugih narodov in da je tako tedaj to bil nek velik vseslovanski dogodek in to je bil res pomemben dogodek za razliko od pozneje odkritja Valvazorjevega spomenika ali pa če omenim tudi odkritja
kvalitetnega, prvega zgodne moderno, v resnici zasnovanega spomenika Primožu Trubarju v Ljubljani, ki je bila pa nekakšna, bi rekla, samostojna akcija župana Ivana Hribarja na pobudo Antona Aškarca. In Anton Aškarc, mimogrede, je bil tudi v žiriji ob postavitvi Prešernovega spomenika. Ja, no, tudi to slavje kaže, da je šlo za pomembno politično nalogo. Mislim, da so bili tudi neki slavnostni topovi, res veliko dogajanje. Mogoče še v tem kontekstu kakšna beseda, na kakšen način je tu šlo za neko politično nalogo pri postavitvi tega spomenika. Omenili ste tudi, kako dolgo časa je trajalo zbiranje denarja. Pravzaprav se ideja o spomeniku, ne le nagrobnem, če se prav spomnim, pojavila že dokaj kmalu po Prešernovi smrti, pa potem seveda najprej se je zgodil ta nagrobnik, ko so Prešerna celo prekopali tudi, in šele potem toliko pozneje pa prav spomenik. O Prešernovem figuralnem spomeniku je res razmišljali že kmalu po pesnikovi smrti. Dobil je nagrobni spomenik v obliki stebra oziroma slopa. Potem je dobil spominsko ploščo na rojstni hiši, pa še leta 1983 spomenik v obliki obeliska, ne pa figuralni spomenik. Kar se tiče Slovencev, smo se zgledovali po podobnih prizadevanjih pri večjih narodih, ampak glede na, bi rekel, skromnost, pa premajhna sredstva, so ta, bi rekel, prizadevanja so se razvlekla kar v desetletja. No, s Prešernom je bilo pa podobno. Več kot 15 let so zbirali takoj po odkritju Vodnikovega spomenika, so stekla prizadevanja. Spomeniški odbor je vodil Ivan Hribar, se pravi liberalni ljubljanski župan, in večina imenovanih odbornikov in članov društev je spadala v liberalni tabor. To je zelo zgovoren podatek. Ivan Hribar je to akcijo na začetku zastavil zelo široko in je povabil 486 uglednih Slovencev, da naj pristanejo na to, da bo njihovo ime podpisano pod poziv za zbiranje denarja za Prešernov spomenik. In 3/4 povabljencev je pristalo. To je pa zdaj zgovoren podatek, od 160 povabljenih duhovnikov pa samo 19. Skratka, katoliški tabor pri tej liberalni akciji sredi Ljubljane ni sodeloval, in teh 20,000 udeležencev so pripadali, bi rekel, liberalnemu taboru. Med njimi je bilo tudi 1000 Tržačanov, ki so prišli s posebnim vlakom, in člani 134 liberalnih društev, katoliških predstavnikov pa tam ni bilo. Slovenski, bi rekel, politični prostor je bil še bolj razcepljen. Po otvoritvi posebej so se prišli pokloniti Prešernu spomeniku socialdemokrati, in teh je bilo pa 4,000 recimo. Skratka, celotna slovesnost, vse je imelo liberalni predznak. Skratka, liberalci so pokazali s tem odkritjem tudi svoje, bi rekel, izvrstne organizacijske sposobnosti. Katoliški tabor je pa tukaj abstiniral, in potem je seveda sledil tudi ta znameniti protest nad škofa Antona Bonaventura Jegliča. Kako pa je z lokacijo spomenika? Tudi to ni bilo povsem samoumevno. Naj bi imel v mislih neko ozadje parka, narave. Ja, o lokaciji spomenika so veliko razpravljali že na sejah odbora pred samo postavitvijo. Predlogov za lokacijo je bilo veliko na mestni trg, kar se pozneje seveda ni zgodilo, na Kongresni trg pred prostor Narodnega doma, potem tudi pred stavbo univerze. Ivan Zajc je vse skozi zagovarjal, da si je nekako zamislil, da bi postavili spomenik pred zelenim ozadjem. In tudi še, ko je bil v Trstu leta 1911, so bile kritike zelo žive, češ da je Prešernov spomenik takšen nestvor, takšno skropucalo, da bi ga bilo treba iz Marijinega trga odstraniti v neko goščo. In ponovno o sami lokaciji pa so razpravljali najbolj v časopisu leta 1931, ko se je razvila polemika, kam s Prešernovim spomenikom. Tedaj so
se, bi rekla, oglasili vsi izstopajoči slikari, kiparji, umetniki in vsak seveda s svojim predlogom. Postavimo ga na ponovno Kongresni trg, na Stritarjevo ulico, pred Narodni dom. Kipar Brnekar je predlagal, naredimo otok na Ljubljanici in spomenik postavimo na tisto mesto. To je bilo seveda tistega leta 31 ob regulaciji Ljubljanice in gradnji Tromostovja. Kipar pa je vse skozi, kot je zapisal, zagovarjal, da si ga je zamislil pred zelenim ozadjem in tedaj nastane tudi tista Gasparjeva karikatura, ko vsak vleče spomenik na svojo stran, nad kiparjem Ivanom Zajcem pa samo vprašaj kam. Spomenik je ostal na tem mestu, kjer je, niso ga prestavili. Leta 1970 so utrdili še podnožje spomenika dodatno z cementom in tako je danes spomenik še vedno na mestu, na prvotnem mestu, tedanjem Marijinem, današnjem Prešernovem trgu. Kako pa je negativna recepcija spomenika pozneje vplivala na življenje Ivana Zajca? Sama bi rekla, da je to zelo vplivalo na njegovo življenje, namreč po odkritju spomenika, ki je bil 10. septembra 1905. leta, je Ivan Zajc že tako januarja leta 1906 odšel v tujino in sama pravim, da se je izgnal v tujino, namreč v Ljubljano se je ponovno zares vrnil šele leta 1919, se pravi 14 let po postavitvi spomenika. Zelo pričevalen je podatek, ki govori ob obisku spraševalca ob kiparjevi 70-letnici, ko pravzaprav pripoveduje o kipar njemu, o svojem opusu, o svojem življenju in na koncu zaključi: na koncu sva še dolgo časa stala na pragu, pripovedoval mi je, kaj se je dogajalo s Prešernovim spomenikom, kako so mrcvarili njegov osnutek, zgodbo, ampak me je prosil, da naj o tem več ne pišem. In kot sama razumem, je kipar pravzaprav vse življenje spremljal te kritike in to je bila pravzaprav njegova, sama si mislim, bolečina, ki ga je zaznamovala za vse življenje. Kot smo menili, se je veliko razmišljalo o prestavitvi Prešernovega spomenika, pa je danes še vedno tam, kjer je, ima neko simbolno vlogo, je postal osrednja točka našega glavnega mesta, neka točka državljanske identifikacije, v zavetju katere protestiramo, slavimo, se spominjamo ali samo srečujemo, tudi tako preberemo v katalogu. Kako vidva gledate na to nalogo spomenika, na to funkcijo, ki jo je prevzel? No, dejansko, da če si odmislimo nekatere, bi rekel, malce zlobne predloge, ob tisti anketi slovenskega naroda, kaj storiti z spomenikom ob preureditvi Tromostovja. Večina, bi rekel, predlagateljev je seveda predlagala, tudi če bi ga predstavili Prešernov spomenik na neko drugo lokacijo, bi to še vedno eden osrednjih, bi rekel, mestnih trgov ali pa mestnih lokacij. In dejansko Prešernov spomenik je v tem, jaz sem pa je govoril o spomeniškem gibanju, ali pa v rekel, simbolni zasedanju recimo nekega prostora, res opravil izjemno nalogo. Vodnikov je bil postavljen pred licej, na Licejski trg, Marijin trg je bil pa takrat eno osrednjih, bi rekel, mestnih prostorov, in s tem, ko so liberalna občinska oblast, slovenska oblast, uspela postaviti ta Prešernov spomenik na enega osrednjih trgov, so simbolično sporočili, da je Ljubljana postala slovensko mesto. V 19. stoletju so si Nemci in pa Slovenci malce izmenjavali, kdo vodi, kdo bo imel župana, kdo vodi občinsko oblast. Skratka, tudi Grinov spomenik je bil tam pri Križankah, Prešern pa je bil postavljen dejansko na enega osrednjih trgov in vsak obiskovalec, ki pride v Ljubljano, vidi spomenik slovenskemu pesniku. Ja, izpostavila bi to, da se pri nas seveda razvije spomeniško kiparstvo s poudarjanjem slovenske nacionalne identitete, postavljanju spomenikov pomembnim osebnostim iz slovenskega kulturnega življenja. Prvi spomenik pesniku Valentinu Vodniku, spomenik pesniku Francetu Prešernu, spomenik Primožu Trubarju in to je tisto, na kar mislim, da smo lahko zelo ponosni.